Marino Kegel je že vrsto let steber slovenskega športa gluhih. Njegovi vrhunski rezultati to samo potrjujejo. Bronasta kolajna na Evropskem prvenstvu gluhih leta 2021 in bronasta medalja na Svetovnem prvenstvu gluhih leta 2023, obakrat v Grčiji. Letos je na odprtem prvenstvu Avstralije osvojil 3. mesto. Na olimpijadi gluhih v Turčiji leta 2017 in v Braziliji leta 2022 pa se je uvrstil na 4. mesto. In na letošnjem prav tako. Marino Kegel je bil na prvem krogu prost, v drugem krogu pa se je pomeril proti Nemcu Niklasu Kellerju in ga dvakrat suvereno premagal s 6:1. Sem zelo dober občutek, jutri sem uigral, Nemci je zelo dobro, notri, malo nekaj napaka, pa to. Marino je v 3. kolu brez velikega napora premagal Petra Wilcoxa iz Velike Britanije s 6:0 in 6:1. Današnjo tekmo sem zelo zadovoljen. Sva pač se dogovorila, da bo poskušal narediti manj nesilnih napak. Torej se pravi, mora imeti število vinarjev večje od nesilnih napak, kar me je uspelo. Drugače pa je igral rutinirano, se pravi ne na silo. Marino se je zmago nad Wilcoxom uvrstil v četrtfinale. Potem je premagal Avstralca Glena Flindela s 6:2 in 6:3 ter se uvrstil v polfinale. Njegov nasprotnik je bil večni rival Gabor Mate iz Madžarske, ki je Marina premagal s 6:2 in 6:3. On je boljši od jaz, Gabor je dober igralec. In pa jaz nisem rabo igral, in pa se ni konec, da se je do konca. No, danes smo videli en primer, šolski primer, ko človek želi, ko športnik da vse od sebe in želi preveč in potem pregori. In Marino je danes pregorel. Madžar je igral zelo pametno, mirno, on je čakal, videl je, da je Marino v krču. Marino Kegel je zadnji dan 25. olimpijskih iger gluhih v dvoboju za bronasto kolajno izgubil proti Avstrijcu Mariju Karglu z rezultatom 2:6 in 4:6.
žal se je izgubil zadnje mesto proti Mariju Kaker iz Avstrije. 2,46. Zdaj vsemu za to mesto je odvisno z dobrim rezultatom, ampak ne uspeh, brez medalje. Ta tekma je bila zanimiva, pravzaprav je bila zelo napeta, s tem, da je Marine mogoče naredil kakšno napako preveč, boril se je, videlo se je, da sta oba želela to medaljo, ne. Za Marino, ki bi bila sploh prva, je bil to še večji izziv. Avstrijec je bil danes boljši in je osvojil bronasto medaljo, Marino je pa četrti, kar je tudi vrhunski rezultat. Marinovo letošnje četrto mesto je še en dokaz, da spada med absolutno elito tenisa gluhih in med 4 najboljše na svetu. Njegov profesionalni borbeni nastop potrjuje, da je steber slovenskega športa gluhih in športnik, ki z vsakim turnirjem znova dokazuje svojo izjemnost. Čeprav je ostal brez medalje, je njegov dosežek izjemen in navdihujoč.